Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Stožicah, kjer ljubljanska prvoligaša Olimpija in Bravo pričenjata z novo sezono državnega prvenstva, torej z novo sezono prve lige Telemach. Olimpija in Bravo sta z mestnim derbijem končala prejšnjo sezono, zmaga takrat Brava z 2:1 in torej odpirata novo prvenstvo v obeh taborih. Ogromno sprememb, uvodna tekma seveda vselej prinaša precej več vprašanj kot odgovorov in seveda s tem tudi precej več negotovosti zagotovo v obeh taborih. Sezona 36. državnega prvenstva se je pričela včeraj z dvema tekmama. Vidimo, Koper je premagal Lendavsko Nafto v gosteh z 2:0. Državni prvaki Celjani so, kot vidimo, ta segment igre nekako vse bolj pripada Olimpiji. Ampak tiste res prave izrazite priložnosti pa še nismo videli tako na eni kot na drugi strani. Zdaj pogumno Gruzijec Koburi. Čuni, saj zame eden aktivnejših, opaznejših posameznikov, pa strel Bristriča in obramba vratarja Matjaža Rozmana. Simonič. Jovan se je pomaknil nekoliko naprej, zdaj je predložek v sredino, kjer je bil prav Jovan Nuhanović in gol! 23. minuta, Bravo ponovno povzroča težave Olimpiji, kajti vodi v Stožicah na tej uvodni tekmi državnega prvenstva. Žoga se je odbila do kapetana Nuhanovića, ki kaže še naprej zelo dobro strelsko formo v dresu ljubljanske ekipe, v dresu Brava in pričenja torej novo sezono z zadetkom na tej uvodni tekmi. Potem, ko je Olimpija pravzaprav pred minuto prišla do prvega strela v okvir vrat, poglejmo še enkrat, takole reakcija obrambe po podaji v sredino je skok dobil Koburi, potem pa žoga točno za Nuhanovića in 1:0 vodstvo torej Brava. Kako se bo razpletlo danes, potem ko je Bravo tisti, ki je zdaj v vodstvu, je Kopatin, še eden izmed nogometašev mlade garde, na katerega še kako računajo, pa strel Injereja, mimo vrat ostaja. Tudi na pripravljalnih tekmah Olimpije se je zdelo, da zeleno-beli še iščejo tisti kompas pod taktirko novega trenerja Miša Brečka, ki je seveda povedal pred tem mestnim obračunom, da je njegova ekipa dobro pripravljena, da postoriti bo potrebno še ogromno dela. Stanković, dobra rešitev, priložnost za Bravo, težave za Vidovška, ni še konec nevarnosti, pa potem Omoregi. Bravo zelo potrpežljivo čaka na svoje priložnosti. James Injere, pa strel Simoniča, zdaj 2 strela Brava, praktično v eni sami minuti. Bravo nadaljuje z napadom, tu je mladi Avstrijec Jakob Brunhofer in brez gola, kakšna priložnost, da bi Bravo že v drugi minuti nadaljevanja povišal prednost na 2:0. Nikov. Priložnost zdaj za izenačenje, ali je žoga že bila morda čez golovo črto, mislim, da ne. Ponovno Dimitar Mitrovski zadolžen za tole prekinitev. Mitrovski, ostra podaja, priložnost Prečka, pa potem žoga nazaj v polje. Bristrič, Pentra. Kako zauzeta, disciplinirana igra, še naprej sistem Brava Aleša Arnola, nespremenjen. Tole je bila zdaj super priložnost ponovno za Olimpijo, za Bristriča, doda žoga prek vrat. Padalec pri 21 letih v dresu Olimpije. Njegov oče je Jamajčan, mama pa zanimivo Argentinka.
Prosti strel, pripravljen je ponovno Dimitar Mitrovski. Mitrovski, mimo gola. Staja 0-1 še vedno. Mjere, igra se nadaljuje brez prekinitve, kaže Obrenović, da prekrška ni bilo. Bendra s podajo pred vrata, v skoku Rose, priložnost za Olimpijo, žoga pripada gostom. Še vedno Stanković, Nsusi s podajo pred vrata. Zadev je Bendro, toda Nsusi nadaljuje z akcijo gostov. Nsusi, predložek Francoza, ni še konec nevarnosti, Vratnico je zadev Stanković, pa potem še strel Nuhanovića. Nsusi, odlična podaja in gol! 2-0. Okpo Mazje ni bil v igri niti minuto, pa je uspel premagati Matevža Vidoška. 0-2 torej v Stožicah in s tem je usoda Olimpije za uverturo novega državnega prvenstva zapečatena v 92. minuti. 0-2 in bravo, še naprej velik trn v peti zeleno-beli. Poglejmo še enkrat, Nsusi v vlogi podajalca in potem mojstrski zaključek 22-letnega Okpoja Mazjeja, ki je zadev na svojem debiju, potem ko je pravkar vstopil v igro. Super zaključek Mazjeja. Veselje. Marko Brest, končana je prva tekma v novi sezoni. Olimpija je doma izgubila z 2-0 proti Bravu. Kakšen bi bil vaš prvotni vtis po koncu srečanja? Ja, mislim, da smo naredili preveč napak, da bi si zaslužili zmago, ampak je bilo tudi nekaj pozitivnih stvari. Ustvarili smo si nekaj zelo dobrih priložnosti, tudi nekaj sreče nam je na koncu zmanjkalo in moramo te napake popraviti in se odpraviti v Mursko Soboto po zmago. Sploh v drugem delu, v drugem polčasu je bilo videti ta napredek, morda več te borbenosti, tudi več priložnosti. Kaj bi rekli, da je šlo v prvem polčasu narobe, da ste prejeli tisti zadetek? Ja, ne vem, jaz lahko rečem, kar sem videl v sklopi, da smo se mogoče malo preveč bali, da bi mogli mogoče malo bolj tvegano igrati, ampak zdaj po tekmi je najlažje govoriti. Res je, da imate kar precej novih igralcev, ki bodo morda potrebovali še nekaj časa, da se klopijo. Kako pa sicer ste se že, oziroma se razumete dobro z novimi soigralci, hitro osvajajo te ideje trenerja? Kakšen občutek imate sami? Ja, mislim, da so se hitro vklopili v nov način dela. Je pa res, da vsak igralec rabi nekaj časa, nekateri več, nekateri manj in upam, da bo čim prej boljše. Marko, hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala. Brečko, uvodna tekma sezone je torej za vami. Kakšen je prvotni vtis po odigranem srečanju? Ne preveč dobro. Nekatere stvari, ki so se pojavljale na pripravljenih tekmah, so se tudi danes nažalost pojavljale. Čeprav mislim, da smo imeli celoten drug polčas pobudo, smo bili nenevarni z izjemo nekih situacij, kjer pa nismo bili nagrajeni, tako da ja, ne preveč dobro vtis. Definitivno je bilo opaziti razliko, v drugem polčasu več te neke želje, priložnosti, borbenosti. Kaj ste fantom dejali na polčasu, kako ste jih skušali usmeriti in spremeniti ta nivo? Pa želja, mislim, da je bila tudi prvi polčas, ampak v nekaterih situacijah enostavno premalo pokazali premalo kvalitete pri nekaterih enostavnih stvareh in to bomo mogli popraviti. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju prvenstva. Hvala tudi. Aleš Arnolj, čestitke za zmago na uvodnem obračunu nove sezone, novega tekmovanja Prve lige Telemach. Seveda ste lahko verjetno zelo zadovoljni z rezultatom. Kaj pa s predstavo vaših varovancev? Sigurno. Lejte, mi smo, tako kot sem povedal, postavili smo si nižje standarde za začetek sezone. Siguren sem, da
Ne morem pričakovati od ekipe, da bo vse perfektno, ni bilo, na koncu pa vse. Če pogledate število strelov, mislim, smo jih imeli nekaj več, do okvir smo tam. Za Olimpijo oboji smo zadeli še dvakrat okvir, tudi Olimpija imela svoje priložnosti, ker bi tekma sigurno šla v drug potek, ampak čestitke danes za zrelost, za to, kar sem povedal v začetku, da kljub temu, da se sestavljamo, da še nismo popolni postavi, da je res 8 do 9 igralcev v prvi postavi drugih in jaz mislim, da smo delovali dovolj uigrano, da smo zasluženo prišli do točk. Absolutno to ni tisti ideal, ki ga iščemo, ampak tudi jaz ga ne smem pričakovati v začetku sezone ob takih spremembah. Čestitam pa igralcem za predajanje in upoštevanje plana. Med tekmo je bilo opaziti, da vam je to novo pravilo pri menjavah povzročilo nekaj preglavic. Kako ste se soočili s tem oziroma kako gledate na to pravilo? Ja, v bistvu tukaj gre za našo napako, tako da v bistvu to priznavamo, da nismo dovolj kvalitetno prenesli to na ekipo. Ob prvi menjavi se je to zgodilo in smo bili v bistvu za to kaznovani, ob drugi pa igralec pospešil, zdaj jaz ne vem, to je bilo na meji nekih sekund in tako naprej, smo bili malce jezni, ker se je videlo očitno, da igralec v bistvu je reagiral in da je šel v visokem tempu ven. Bil je pa tukaj malo kasneje in tukaj smo se počutili, malo bi rekel, oškodovane v tem trenutku, ampak še enkrat, najprej naša napaka, kar se tega tiče in tukaj bomo poskušali biti bolj natančni. Naslednji obračun vas čaka že v četrtek v kvalifikacijah za konferenčno ligo, tekma, ki jo bomo prenašali tudi na Šport TV. Morda na kratko malo, kakšno bodo pričakovanja oziroma glede na današnji obračun, kaj bi si do četrtka želeli v ekipi izboljšati? Ja, sigurno večkrat prijeti v kvaliteten pritisk na nasprotnika. Danes smo delovali v branju bolj v bloku, sicer smo žogo bili zelo solidni in v pol proti napadu in v kontinuiranem sploh po levi strani večkrat dobili super kombinatoriko in stvarili veliko priložnosti. Je pa res, da v bistvu prihaja izredno kvalitetna ekipa, ki je vajena skupinskega dela, ki igra zdaj v prvih krogih rutinirano, tako da se zavedamo, da bo te osnove, ki so bile danes dobre, mogli biti na tem nivoju ali še više. V napadu pa predvsem res dobro koristiti tisti prostor in čas, ki nam ga bojo ponudili in tukaj biti izredno konkretni, kar smo sicer danes bili, ampak jaz mislim, da dobivamo nasprotnika, ki je še na bistveno višjem nivoju, tako da bojo zahteve praktično v vseh elementih više. Gospod Arnold, najlepša hvala, srečno v četrtek in pa tudi v nadaljevanju prvenstva. Hvala. Hvala. Čestitke za zmago na mestnem derbiju v prvem krogu nove sezone Prve lige Telemach proti Olimpiji. Kako zadovoljni ste bili s predstavo vaše ekipe danes? Ja, najprej hvala za čestitke. Mislim, da smo dokaj nova ekipa, dosti novih igralcev, tudi sam sem nov. Začeli smo tako, da gradimo na nekih osnovah, da najprej to izpopolnimo in pa potem nadaljujemo in mislim, da nam zaenkrat dobro uspeva. To smo danes tudi pokazali in nagradilo nas je z 3 točkami. Kako se vi počutite v novem dresu, kako ste se vklopili v ekipo, kakšno je vzdušje? Ja, sem zelo vesel, da sem prišel v ta klub. Ekipa je super, vsi soigralci so me lepo sprejeli, prav tako tudi strokovni štab, tako da mislim, da je to en dober korak naprej za moj razvoj. Zagotovo pa je lahko današnja zmaga tudi dobra popotnica za naslednji četrtek obračun v Evropi. Tam bo verjetno nasprotnik malce zahtevnejši, ne? Ja, res je, mislim, da je to dobro za našo samozavest, da smo tudi zabili 2 gola, imeli smo tudi več priložnosti. In pa mislim, da moramo v tekmo v četrtek iti, če ne tako odločno kot danes, še bolj. Marko, najlepša hvala in pa seveda srečno. Hvala.